V novem ciklu slik se seveda ukvarjam z nekoliko drugačnimi materiali, kot so mogoče zame značilni v preteklosti. Moram reči, da je to priklicala na površje tudi neka industrija, ki daje to na razpolago. Seveda ima to opravka tudi z unready-madeom, o katerem govori Joshua Simon, ampak spet ne čisto tako, kot da bi s temi slikami neko teorijo ilustrirala. Gre pa seveda za neko anonimnost materialov, za neke plastične mase, ki so bile proizvedene na nekem koncu sveta, ki je za nas popolnoma, se ne da izslediti. Šlo je čez milijon rok proizvajalcev in so se zdaj tukaj. To se pravi, ukvarjam se z temi materiali, ki imajo neko to anonimnost, ki jo v preteklosti nekako ni mogoče izslediti. Zdaj pri teh materialih moram reči, da sem zasledovala tudi to idejo, da zadeva ni ulovljiva z fotografskim aparatom. Dosti preveč se je namreč ustoličilo neko gledanje preko spleta, razstav, slik in dosti bolj se mi nekako v zadnjem času kaže v luči dejstvo, da slik dejansko preko teh posrednikov ni mogoče gledati. Zato sem uporabljala prav te iridescentne barve, iridescentne materiale, ki nikako niso ulovljive samo iz enega kota, ampak je dejansko potrebno biti pred sliko in se barva pri tem, ko se pred sliko premikamo, tudi spreminja. Tudi materiali kot taki jih nikakor ne moremo z fotografskim aparatom, seveda jih lahko ilustriramo, je pa njihova fizična prezenca zmeraj nekaj drugega. Razen tega, materiali imajo neko svojskost. V tem smislu mislim, da še imajo zmeraj to avtonomijo, da zmeraj za sabo prinesejo upor. To se pravi, kot umetnik nekako seveda projiciraš nek koncept na materialnost, ampak iz izkušnje lahko rečem, da se ta zmeraj z veliko mero upre oziroma spregovori nazaj. Zdaj, v tem dialogu, če se v to spustiš, pomeni, da se moraš skoraj podrediti temu, kar material govori, da potem nekako uspeš izvesti neko formacijo, ki na koncu le izraža oziroma gre v to smer, kar si hotel za zadevo povedati. Kdo se boji roza barve, je vsekakor večplasten naslov. Bom poskušala zato kar nekaj teh vidikov izreči. Eden od teh je, da se postavljam v verigo, to se pravi, tako kot sem zapisala, gre za hibriden naslov. Nekako začetnika v tem vidim v Aleksandru Rodčenku, ki je leta 1921 ustvaril slike in delo naslovil Čista rdeča barva, čista modra barva in čista rumena barva. Gre za ikonsko-konceptualen kos, za katerim tudi postavi to negacijo slikarstva in izreče, da je s tem konec slikarstva. Tem koncem smo v zgodovini priča seveda večkrat. Moram reči, da tem negacijam danes tudi ne verjamemo čisto več. Zdaj, da nadaljujem še verigo, to se pravi leta 1921 Rodčenko, potem pa Barnett Newman od leta 1966 do 1970 ustvari slike Kdo se boji rdeče, rumene in modre.
Skratka, gre za cikel slik, ki tudi nekako na eno literarno delo se veže naslov Kdo se boji Virginia Woolf. Skratka, v tem domino, bi rekla, v tej verigi se postavljam z tem naslovom Kdo se boji roza barve. Eden od vidikov je tudi seveda, da je istospolna kultura v naši civilizaciji dostikrat imala tudi roza barvo za svojo identiteto. Potem je seveda vidik, kako je to vprašanje inscenirano na sami fotografiji, kjer gre za žensko telo, kjer je stavek zapisan na dokaj nenavadnem mestu, ampak govori tudi seveda o nekem ženskem vidiku, o neki nežnosti oziroma nekem razgaljanju, kaj si dovolimo, kaj si ne dovolimo. No, tista najbolj poglavitna, bi rekla, tisti najbolj poglavitni vzgib za ta naslov pa je seveda v sliki, ki je razstavljena zgoraj, z naslovom Kdo se boji roza barve, pri kateri pa sem konzumirala eno kemikalijo, ki je moj urin obarvala roza. In potem sem z tem roza urinom slikala. Zdaj gre seveda za en kontradialog oziroma juxtapozicijo tem velikim slikam abstraktnega ekspresionizma, kjer je bila barva na ta način avtonomno prikazana, da je bila na velikih formatih. Ti veliki formati niso nikoli služili zdaj neki tej prav monumentalnosti, ampak bolj temu, da stopimo v barvni prostor. Tako da tukaj govorim nekaj drugega, to se pravi, prepojim svoje telo z barvo in z tem slikam. Ksenija Čerče je ena najbolj zanimivih in tako bi rekla prepoznavnih umetnic slovenske likovne umetnosti. In za svojo samostojno razstavo se pa v Umetnostni galeriji Maribor predstavlja prvič, na kar smo zelo ponosni, ker je tudi v Mariboru rojena. Razstavlja slike iz obdobja tako približno zadnjih 3 let, vključuje pa tudi na razstavo mail art in pa knjige umetnice. Tudi sicer slikarstvo Ksenije Čerče zelo tako rado prestopa meje samega štafeljnega ali pa samega ozkega slikarstva in se recimo širi dopolnjuje, kombinira kakorkoli z fotografijo, body artom, zvokom, videom in tudi že omenjenim recimo mail artom in pa knjige umetnice. Za samo njeno slikarstvo bi pa rekla, je pa tako zelo značilna ena konceptualna podlaga in če bi to bolj preprosto povedala, bi rekla, da gre za to, da veliko razmisleka vključuje v vse, kar se tiče slike, se pravi samo izhodišče nastajanja slike, potem tudi glede materialnosti slike, podlage, slikarske površine, umeščanja teh različnih materialov in postopka slikanja, tudi navezave na na poznavanje in na določene teme iz zgodovine likovne umetnosti, kontekstualizacijo določenih recimo feminističnih tem. Skratka, ogromno gre za enega dela in študioznega pripravljanja terena pred samim začetkom slikanja in to se čuti. Obenem bi pa rekla, da ko pa Ksenija začne samim slikarskim procesom, se pa vidi, da zna tudi spustiti in da vnaša v to slikarstvo tudi tisto nepredvidljivo, naključno, tisto težko ubesedljivo. Recimo en tak njen način vnašanja takih stvari je recimo pisava, ki tudi na tej razstavi ali pa ki jo je v prejšnjih obdobjih vnašala še bolj, ali pa recimo so to tudi fotografije procesov, kot ona imenuje procese, ki ji pomagajo oziroma ki so ob nekaterih delih v ozadju nastajanja njenih slik, kot recimo je povedala tudi Kdo se boji roza barve pri tej sliki. Te fotografije procesov potem včasih tudi razstavijo ob sliki, včasih pa pač tudi ne. Se pravi, gre za eno tako lovljenje in iskanje tega ravnotežja med res tistim študioznim in pripravljalnim, raziskovalnim delom in pa med samim načinom slikanja.
Posebej pa je na tej razstavi zanimivo, ker je Ksenija naredila en korak naprej iz prejšnje faze, ki smo bolj poznali te tekstilne podlage, na katere je slikala. Tukaj je ena taka slika tudi vključena na razstavo, medtem ko se slikarski nosilci na tej razstavi gre v eno izredno raznolikost materialov in tudi načinov slikanja, tako da če ne bi vedeli, bi si lahko mislili, da gre za skupinsko razstavo, v bistvu večjih umetnikov. Ti slikarski nosilci so tukaj res v enih izredno raznolikih materialnostih pojavljajo, ki so od gume, raznih polivinilov, PVC folij in tudi samega slikarskega platna ali pa tekstila, in prihaja tudi do zelo zanimivih dialogov in odnosov med slikarsko površino, med nosilci in celo med ozadjem, z steno, z prostorom. Celo nekatere slike so tako, ena slika je prav malo od stene, recimo za senco, ki se vzpostavlja na steni, in pa recimo vse te primere lahko vidimo tudi v sliki za mano in tudi na kak način te nekatere tudi ready-made materiale med sabo sploh spaja in vključuje. Tako da tu so stične točke tega, kar sem prej govorila, od tega konceptualnega izhodiščnega dela do tega naključnega in vnašanja teh notranjih pokrajin, globin, prostorov. Se to srečuje in dopolnjuje. Mail art, torej umetnost po pošti, mogoče ravno zaradi tega Joshua Simon v Novih kontekstih govori o tem vidiku distribucije. To se pravi, ne gre za digitalno distribucijo, ki smo jo danes vsakodnevno seveda popolnoma vajeni, ampak za neko drugo vrsto, mogoče že zdaj neko arhaično vrsto distribucije po pošti. Tole se je v prejšnjem stoletju mail art, predvsem v 80-ih, 90-ih, zelo razbohotil, tako kot tudi recimo umetniška knjiga, gor jih razstavljam 4. Vsekakor pa je nekaj, kar v Sloveniji še, mislim, da tudi v zbirkah, v MGLC-ju vem, da še nimajo zbirke mail arta, umetniško knjigo so že začeli ustvarjati zbirke v slovenskih galerijah, tako da gre za bi rekla, v svetu že znan in obstoječ medij, v Sloveniji pa recimo še nekoliko v zatišju. Omogoča pa izredno lucidne in transgresivne oblike, namreč anything goes. V tem smislu, vse karkoli pride skozi ta filter pošte, gre skozi. To se pravi, vso ustvarjanje moraš nekako podrediti temu vidiku. Zdaj tam v vitrinah so vidni recimo, kjer sem naslov izpisala kot neko verižico in je bila čisti riziko, oziroma hazard, ali bo ta zadeva sploh prišla do naslovnika po tej poti. Ampak je prišla. Vmes so se še zgodile neke zgodbe, kjer je prav pošta sama tudi nekako zapakirala, pa poskrbela nemška pošta, da so stvari prišle tudi v tej obliki do naslovnika. Vsekakor je bistven naslovnik, dopisovala sva si z Paul McDavidom iz Berlina in pa Sabine Golde iz Leipziga. Gori v vitrinah so vidni tudi njuni odgovori na določeno pošto, predvsem pa sem jima rekla, da bo to na razstavi Kdo se boji roza barve, in sta tudi v smislu tega nekako odgovarjala na moje delo.